S kitkom v svet pravljic. Torkovo popoldne je v polnem zamahu, mi pa se družimo na Radiu Sora. Veseli smo, da ste v naši družbi in veseli bomo, če se nam bodo zdajle pridružili še najmlajši. Čas je namreč za pravljico, ki jo bo danes povedala knjižničarka Škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja Neža Hribernik. Izbrala je pravljico Čudežni hrast na Martinvrhu, ki jo je zapisal Lojze Zupanc v knjigi Kamniti most. Uživajte! Na Martinvrhu so v starih časih imeli starega pastirja, ki je pasel ovce v tamošnjih rebreh. Nič drugega ni imel kot pastirsko palico in usmiljeno srce. Vsako jutro je šel skozi vas in na ves glas piskal na piščal, da so ga slišali vaščani in izpustile ovce iz ovčnjakov. Zbrano čredo je ovčar segnal na ozelenele rovte in tamkaj pasel ovce do večera, ko jih je spet prignal v vas. S pastirsko palico pa stari ovčar ni nikdar udaril niti ene ovce. Zato je imela čarobno moč. Vse ovce so šle za njim, če jo je dvignil in zapel. Ovce, ovčice, le za menoj, da se boste pasle in rasle. Tako je pasel in pastirjeval, dokler ni od starosti umrl. Potlej je na Martinvrh prišel za pastirja mlad pop. Vaščani so mu dali pastirsko palico, ki jo je zapustil stari ovčar, rekoč: To je dar starega ovčarja, ki ni nikdar udaril niti ene ovce. Če boš takšen tudi ti bomo jeseni za pastirjevanje izplačali novce. Ta pastir pa je bil zlobnež. Na paši je tepal ovce, da so blejale in uhajale v hosto ter se skrivale. Pastirska palica, ki je v roki starega pastirja privabljala ovce in ovčice v čredo, se v roki mladega pastirja spremenila v zlobo. Česarkoli se je z njo dotaknil, vse je okamenilo. In ko je nekega dne z njo pretepal ovce, ko so se pred njim razbežale v hosto, je vsa ovčja čreda okamenila. Zdaj je zlobni pastir preplašeno bruhnil vas in povedal gospodarjem, kaj se je zgodilo. Povedal jih je v hosto, da bi jim pokazal okamenelo čredo. Neki kmet pa se je razjezil, potegnil ovčarju iz rok pastirsko palico ter ga z njo oplazil po hrbtišču, da je še ta okamenel. Od takrat na Martinvrhu nimajo ovac. Čarobno pastirsko palico pa so vaščani zasadili na grob starega pastirja. Že naslednjo pomlad je ozelenela in do današnjih dni se razrašča v visoki hrast. Pojdite na Martinvrh in poiščite v bližini skale, ki so tam ostale od nekdanje ovčje črede in zlobnega pastirja. Poiščite tudi najvišji hrast, ki je zrastel iz palice starega pastirja. In kdor bi rad postal pastir, naj spleza na hrast in odseka vejico, da si bo iz nje napravil pastirsko palico. S to palico v rokah bo srečno pasel, kot jih je v starih časih pasel star ovčar, ki drugega ni imel kot pastirsko palico in usmiljeno srce.